Čas je vse krajši, pesem pa vse daljši neizbrisni dolg. Neskončne ure med nespečnostjo in blodnjami me vlak odnaša stran od zgodbe, ki me piše umoreči molk. Med vekami in vekami obzorja le še droben trak. Spominjam se samo, kako sem na tržaškem kolodvoru jadrno zbežal iz vagona, tovora smradu in srak in s težkim kovčkom, polnim knjig in listja, begal po prostoru, ki mi je bil na moč domač, a čudno razsvetljen. Z lestencev je lila bela zvezdna luč in budni slavci so v zboru zaškripali attenzione passeggeri per Firenze, il rapido diretto parte subito dal numero 1. Komaj sem ga ujel in skočil gor med potujoče Nemce, tečnobno deco in italijanske mame. Polno luno, sopotnico s hodnika, sem zaspan zamenjal za kupe. Ko je odprl vrata, je sprevodnik rekel non ce nessuno. Saj me res ni bilo. Nisem imel vozovnice, srce mi je razbijalo na tračnicah in stara knjiga Dante komedija je iz rok padla v nekdanji čas, v večni zdaj, večni ekspres. Rečem še eno pesem, recimo v zvezi s svojim kmečkim porečem. Zame enako pomembno kot to meščansko, prakomunistično, noro poreklo, ne? Prijatelj moj, po dolgem času se obračam nate s priporočilom. Ne poznam njegovega imena, tebi je nedvomno znano. Skrpal bom zaplate te zgodbe, da bi ne skopnela v zamolk do plena pozabe. Bil je župnik v vasi Žalna na Dolenjskem, organizator Bele garde. Sam, kot veš, izviram iz plemena, ki je bilo na partizanski strani. Same ženske, 9 sestra in en sam brat. Ko so Italijani postavili pred puške teto Milo in se je sin Janezek prestrašen držal krila in je njen trebuh naznanil vojakom, da je 7 mesecev noseča in je sad za to zgubila, je v zadnjem hipu pritekel župnik in "Che fate, maledetti?" ustavil strelski vod. In ko so župnika prijeli partizani, so 3 lužerice, 3 moje tete, med ofenzivo tekle skozi gozd, čez drn in strn, med pogorišči in švrtnili havbice, do skrivnega tabora, kjer so našli brata Janeza, kaj pa tu počnete, koze, ki jih je peljal do svaka Janeza, kaj pa tu počnete, babe, ki jih je peljal do mesta, kjer je stal župnik, zvezanih oči pred puškami in preden so skočile lužarice in njihova telesa so ustavila puške in Janez je zakričal nesrečniki, kaj pa počnete, ta župnik mi je rešil ženo in tako so lužarice rešile žalskega župnika in tako so moje tete lahko po vojni stale pred ljudmi in jim gledale v oči